Danes smo politično-kulturni, imamo v studiu namreč predsednico Državnega zbora Urško Klakočar Zupančič. In če smo ravno stopili v veseli december, z nami tudi Bor Zuljan. Obema lep pozdrav in dobrodošla. Lep pozdrav. Začeli bi najprej seveda s politiko, to nas v bistvu v tem trenutku tudi malce že zanima, ker smo pred supervolilnim letom, ki se že močno približuje. Gospa Klakočar Zupančič, a se na to pripravljate, kaj na supervolilno leto? Pravzaprav nas okolje pripravlja, ne. Postaja vedno bolj napeto, vedno bolj zanimivo, ne, na tak ali pa drugačen način, tako da se ne bomo mogli izogniti, ne, volitvam. Neizogibno, zagotovo. Ali bi radi delali še naprej na svojem položaju? Ja, vam je všeč ta vloga? Veste, kaj tako bom rekla, ne? Se mi zdi, da je Državni zbor dobil von, barvo in okus. Tako da si kar malo težko predstavljam, ne, kako bi bilo, ne, če bi ga vodil nekdo drug, ne. Pa lejte, zakaj pa ne, konec koncev, ne? Saj mislim, da čeprav nekateri bodo seveda rekli drugače, ne, ampak da mi ne gre tako slabo od rok. Je pa, moram reči, tudi funkcija predsednika Državnega zbora pravzaprav zelo zanimiva, ne. Zaradi tega, ker v sebi združuje nekaj protokolarnih obveznosti, nekaj strokovnih obveznosti, potem ima nekaj posebnosti, ne, ta funkcija. Tako da moram reči, da je recimo, če gledaš v primerjavi s funkcijo predsednika vlade in pa predsednice republike, ena taka zmes, ne. To se pravi, nekaj je teh čisto strokovnih zadev, ki jih delaš, to se pravi, vodenje Državnega zbora obsega pripravo sej, zakonodajni postopek, potem seveda, da je cel postopek skladen z pravili in da odločaš tudi o kakšnih drugih zadevah, ki se tičejo poslanskih skupin in neposredno Državnega zbora. Potem so pa mednarodne obveznosti, ne, ki pa spred združujejo nekaj te vsebinske komponente pa protokolarnih obveznosti, ne, ko pa imaš čist predstavniško funkcijo. Tako da moram reči, da meni je všeč, ne, da je malo tega, malo onega. Dobro, potem pride pa zraven seveda še obvladovanje, kaj naj rečem, poslank in poslancev, ki sedijo v plenarni dvorani, ne, to je pa tudi zelo zanimivo, ne, se mi zdi, da je tretji program postal kar gledan, ne. Da ga ljudje radi spremljajo. Ja, verjetno je materijala za gledati, ne. Ja, je. Kaj štejete kot mogoče tudi svoj največji uspeh v zadnjih 4 letih in kaj kot mogoče največji spodrsljaj? Kot največji uspeh bi rekla, da smo naredili Državni zbor bolj učinkovit. In sicer v smislu, da zakonodajni postopek ni več tako oviran, kot je bil, ne, da smo pač določena pravila pravilno razložili, bom jaz rekla, ne, meni sicer druga stran, bom rekla, druga politična stran neprestano očita neko kršenje pravil, ampak veste, pravila se ne more razlagati samo tako, da se vzamejo iz konteksta besedila in se preberejo in se pač naredi neka besedna razlaga, ne. Vsako pravilo ima svoj namen, svoj smisel in ga je treba razlagati v kontekstu akta, kjer je zapisano in potem tudi v kontekstu celotnega pravnega reda. Tako da določeni instituti se ne zlorabljajo več, oziroma pač jaz ne dopustim teh zlorab, pa iz katerekoli strani bi že prišli, ne. Kar pomeni, da se ne zaustavljajo več te postopki, ne. V preteklosti in tudi v tem mandatu je prihajalo do zaustavljanja zakonodajnih postopkov zaradi vlaganja predlogov za posvetovalni referendum. Tega zdaj več ni. Potem smo pa tudi nekako določili pravila pri parlamentarnih preiskavah. Parlamentarna preiskava je zelo pomemben institut, ne, tam politika pravzaprav ugotavlja politično odgovornost nosilcev oblasti ali pa funkcionarjev, ampak vseeno mora biti to v nekih pravnih okvirih, da se ne posega v človekove pravice in da se ne posega v druge veje oblasti na način, ko se ne sme. Na to nas je opozarjala Evropska komisija in končno smo sedaj sprejeli novelo zakona o parlamentarnih preiskavah, ki pravzaprav to zamejuje. Tako da mislim, da smo bili zelo uspešni, je bil pa seveda zelo velik odpor. In kaj kot spodrsljaj potem v prostornici? Spodrsljaj. Na začetku sem rekla,
ko sem začela s to funkcijo, ne, sem nekako si kot nalogo zadala dvig kulture komuniciranja v državnem zboru. No, tukaj pa mislim, da nisem uspela. Ne vem, zakaj sem tako naivno mislila, ne, da mi bo pa to morda uspelo. Ne. Zdaj, mogoče sem sklepala na podlagi svojih izkušenj kot sodnica, ne, ampak veste, kak je tam rečeš, tišina, ne, je pač tišina. Medtem ko v parlamentu ni čisto tako, ne. Mislim, da kultura komuniciranja se zagotovo ni dvignila, če se ni celo poslabšala. Nekaj sem tudi jaz tega deležna, ne, pač zaradi potez, ki jih vlečem, ne, ki so pač seveda neugodne za pač neko politično opcijo, pač odvisno, katera se znajde pač na drugi strani, ne, ampak ne vem, svet je res malo zdrsnil, no. Pa ne mislim zdaj samo naš državni zbor, ampak kar nasplošno smo zdrsnili pri tem komuniciranju, kaj temu razlog, ne, ja, najverjetneje to razbohotenje anonimnih pisanj po družbenih omrežjih, predvsem ne sankcioniranje, in tukaj smo res postali prav nesramni. No, splošno kot družba. Ja. Maja 2022 ste torej postali prva predsednica državnega zbora v samostojni Sloveniji, prva ženska. Nasploh se mi zdi, da takrat je v politiko vstopilo kar nekaj žensk oziroma ste zasedle pomembne položaje. Kako pa je biti kot ženska v politiki? Ja, lejte, jaz, ko sem prišla, ne, moram reči, da sva se z Borom prav, preden sva prišla sem na radio, pogovarjala sem, veš, ko sem jaz prišla, ne, prve tedne pa mesece so si rekli, Lejo, ne, joj, ne, kaj bo pa ona, ne, njo bomo obvladali hitro, ne, plesala bo eno poletje, ne. Tako da, ja, jaz sem prišla z enim svojim načinom, z eno svojo osebnostjo, z enim svojim izražanjem, ne, ki ni bilo pri določeni skupini, ne, ali pa pri skupinah ni bilo sprejeto, ne, zaradi tega, ker pač nisem bila ukalupljena, konformistična, ampak sem pač izražala vse skozi tudi neke svoje osebnostne lastnosti, ampak čas je tekel, ne, in te lastnosti se kar niso zgubile, ne, se niso ukaluple, in počasi je prišlo do tega, da so se ljudje navadili, ne, veste, zdaj mi noben več ne reče, joj, imaš tatuje, joj, imaš piercing, ne, joj, frizura ti tako stoji, joj, imaš rdeče petke, ne, noben več tega ne vidi. Tako da si moram zdaj kaj novega zmisliti, ne, da bom opažena. In mi je všeč, no, da vedno bolj prihaja v ospredje vsebina, ki jo podajam, ne. Tako da biti ženska v politiki in vseeno ohranjati to svojo ženskost ni lahko. Je treba iti čez ognjeni krst, ki dolgo traja, ampak se na koncu splača, in jaz upam, da sem naredila vsaj majhno luknjico v stekleni strop, da bodo ženske, ki bodo prišle za mano, ki bodo prišle, ne, morajo priti, da ne bodo imele take, kako ne rečem, trnove poti, kot sem jo imela sama. Pa dobrodošlice, verjetno. Ja, ampak kaj pa s to avtoriteto? Torej, so vas jemali od začetka resno ali vam nihče ni verjel? Pa jaz mislim, da do takrat, ko sem začela preverjati prisotnost poslancov, me niso ravno resno jemali. Pol so me pa zelo resno vzeli. Prej ste tudi omenili, da je teže v državnem zboru spostaviti red kot na sodišču. Zdaj, kdo je mogoče tisti, ki vam najbolj nagaja v državnem zboru? Pa vse to, mislim, da tisti, ki spremljajo vse, kar vidijo, ne. To so prvo borci opozicije, ne, ki ne skoparijo včasih so prav žaljivi, ne. Tako da, kaj naj rečem, da mi nagajajo? Veste, sej pol sem poskušala z marsičim, ne vem, daš opomin, ne, sej spet jih nisem toliko razdelila, ne, kakor mislijo opomino, ker sem hitro ugotovila, da je to brez veze, ne, da to nič ne pomaga, ne. In potem sem začela uporabljati en tak, kaj ne rečem, ciničen humor. Jaz sem zelo veliko gledala Monty Python, ne, in sem pa začela to uporabljati in sem ugotovila, da to je pa zelo učinkovito, ker ne vejo točno, kaj jih je zadelo, ne, in kako naj na to reagirajo, in pa dolgo časa razmišljam, jaz pa v tistem času že kakšno drugo temo odprem, ne. Tako da to je en tak inteligenten, ciničen humor je najboljši za take brihtne glave. Ja. Mene še nekaj zanima, v bistvu omenjate žalitve, ampak a se vas je kdaj kakšna res dotaknila? Oziroma, kako se spopadate s temi žalitvami? Premislite doma ali vas to sploh ne gane?
Mislim, jaz sem človek, ne, seveda se me dotaknejo. Tiste, ki gredo res na osebno raven, se dotaknejo. Tiste, ki se tiče tvojega zasebnega življenja, se te dotaknejo. Pa če se že tebe ne, se te potem dotaknejo, ko vidiš svoje bližnje, ne, kako jim je težko. Jaz sem izjemno hvaležna temu, da moja dva otroka, ki sta zdaj stara 13 let, živita v okolju, kjer tega ne začutita. Kar pomeni, v šoli recimo ni prihajalo do česa takega, da bi ona dva potem prišla domov in povedala, mami, a veš, kaj sem slišal, ne. Tako da to sem hvaležna, da sem v takem okolju, ker to, moram pa reči, bi mi bilo pa res težko, ne. Ampak vem, da sem enkrat prav razmišljala, jaz upam, res upam, da ne bodo šli tako nizko, da se bo dotaknilo mojih otrok. Drugače pa, ja. Glede na to, da to mislite, a mislite, da so tega tudi sposobni? Jaz srčno upam, da ne. Ne vem. Recimo, bom omenila eno stvar, ki se mi je zdela res zelo žaljiva tudi, no, pa morda ni šla toliko na oseben nivo. To je bila tista številka Demokracije, kjer smo bile 3 poslanke v nacističnih uniformah, potem sem bila šel kasneje v fašistični uniformi. No, pred kratkim se je pa zgodilo celo, da so me primerjali z nacisti, ki so izvajali evtanazijo, in to, a veste, za nekoga, ki je pravzaprav študiral vpliv nacistične ideologije na pravni sistem Nemčije, ne, v tistem času je hudo, no, ker veš, kaj se je res dogajalo, kakšna je ta ideologija bila in kaj res pomeni eutanazija in kaj je res pomenila eugenika in kaj je res pomenil program T4, ne. Tako da tukaj sem pa rekla, da tu pa morajo biti na nek način sankcionirani, ne treba iti v tožbo. Sicer ste do leta 2023 bili tudi podpredsednica stranke Svoboda, potem ste z tega položaja odstopili zaradi osebnih razlogov. Kakšen je sedaj vaš odnos do stranke Gibanja Svoboda in do samega premierja? Jaz seveda, tako kot vsi ostali v stranki, delim vrednote stranke, to so seveda človekova svoboda, človekova dobrobit, človekovo dostojanstvo. Morda, a veste, utelešam nekoliko bolj socialno komponento, ne, ampak to je čisto normalno, ne, vsakdo v stranki pač ima neke svoje ne vem, posebnosti ali pa v nekaj malo bolj verjame, kar je tudi čisto prav, ne, to je zelo široka stranka, nekateri so bolj liberalni, jaz recimo spadam med tiste, ki smo bolj socialno naravnani, ne. Jaz se ukvarjam veliko z socialnimi vsebinami, predvsem z otroki s posebnimi potrebami, s pomočjo družinam, ki imajo otroke s posebnimi potrebami, z invalidi, pravzaprav tudi z deprivilegiranimi manjšinami, tako da jaz sem članica te stranke in mislim, da kar veliko dajem, no, v smislu pač, da stranka dobi tudi ta pogled, ne, da ni, pa se mi zdi, no, da je stranka nekako iz tiste liberalne na začetku res dobila prav to močno socialno komponento in je prav, da jo je, ne, da se ščiti šibkejše in da nekako združuje zelo veliko različnih pogledov, ne. S premierjem sva takrat skupaj nekako začela to in zdaj to nadaljujemo, ne. Je pa res seveda, da on ima svoje obveznosti, ki so popolnoma drugačne od mojih, ne, in je tudi v drugi veji oblasti in te dve veji oblasti se med sabo tudi omejujeta in je prav, da se, ne, in sodelujemo pač na tak način, ne, kar mi je všeč je tudi to, da je dialog konstruktiven, lahko je tudi kritičen, ampak konstruktivno kritičen in to je ravno bistvo demokracije. V luči tega, kar se je dogajalo v minulem obdobju na območju Dolenjske, torej tam pri Novem mestu, in ste sami zdaj povedali, da ste večkrat na strani ranljivih, kako ocenjujete mogoče trenutno situacijo? Situacija je zagotovo boljša, jaz se zelo zavedam, kljub temu, ne, da res verjamem v človekove pravice, v nedotakljivost teh pravic, ne, se zelo zavedam, da je varnost pa tudi ena od
naših pravic, ne, in da jo ljudje velikokrat postavljajo celo nad svojo svobodo. Ne. Ljudje se moramo v življenju počutiti varne in v tem varnem okviru se moramo počutiti svobodne. In da se to vzpostavi, je bilo pravilno, da se tudi nekaj naredi, in ko je prišel ta zakon, jaz bom kar povedala, jaz sem sodelovala zraven in sem podala tudi nekatere pripombe, ko je prišla prva različica zakona, ne, sem podala svoj pogled in je tudi prav, da smo različni ljudje podali svoje poglede, da je zakon tak, potem na koncu, ko je bil sprejet, da menim, da je zakon skladen z ustavo, skladen z ostalo zakonodajo in da bo tudi učinkovit. Nekatere rešitve, ki jih je pa zakon tudi želel unesti, je bilo pa moje mnenje in je bilo upoštevano in sem zelo hvaležna, da je bilo upoštevano, da se ne more urejati v nekem interventnem zakonu, ampak se morajo urejati v sistemski zakonodaji. Ne. Tam je bilo zelo močno tisto upoštevanje nedovoljenih dokazov, ne. To je ena zelo obširna pravna doktrina in pa tudi civilizacijska pridobitev in jo ne gre kar tako na hitro spreminjati, moramo iti premišljeno v to, predvsem pa vedno tudi ohraniti to, da država nikoli ne krši svoje lastne zakonodaje, vsaj ne namerno. Ne. In da so državljani pred svojo lastno državo zaščiteni in hkrati z njene strani tudi zavarovani. Ok, torej prej ste že sami povedali, da ste za 4 stenami točno takšni, kot se prikažete tudi v javnosti. Ampak to... Ja, mislim, da sem večinoma, ne Bar? No, ampak mene zanima v bistvu, to potegne za sabo tudi, da se ljudje, ne vem, mogoče tudi zato, ker smo ženske, več želijo ukvarjati tudi z našo zasebnostjo. A vas to kdaj kaj moti? Da se ukvarjajo s tem, če greste žurat, kam se odpravite na počitnice, kam, ne vem, kaj delate v svojem prostem času? Pa ja, lahko ampak iskreno vam povem, da se jaz s tem sploh ne ukvarjam, kaj veliko, ne. Recimo ljudje okrog mene mi včasih rečejo, joj, lej, ta je pa to pogledal, joj, lej, ta je pa to napisal, ja, ta pa to še peta, ne. Jaz pa pravzaprav tega sploh ne vidim. Zdaj ne vem, mogoče sem toliko sama sabo, imam dela, ne, dost, da pa sploh ne gledam preveč okrog, ne. Pa se mi zdi to tako fajn, da to imam, ne, pa to tako čisto nezavedno, ne, da me pravzaprav to niti ne zanima, no. Zdaj, jaz tega ne razglašam, če pa me kdo kje vidi, pa v redu, ne, sej. Sem samo ena od mnogih. Še eno vprašanje za Bora. Dejansko mi vidimo gospo predsednico torej vedno kot nasmejano, kot pozitivno, kot nekoga, ki vedno gleda na res to pozitivno stran življenja. A je kaj, kar jo spravi v slabo voljo? Kdaj, kar je jezna, ko je jezna, na primer? Jaz. Ti me spraviš? No. Ma redko. Redko, no, Ja. to je lepo slišati. Ja. Urška je pač čudovit človek in sam jo moraš spoznati tako, kot je od A do Ž in potem vidiš, da si lahko želimo, da bi imeli več takih ljudi v tem okolju, kjer živimo. In vse to, kar je pač umetno ustvarjeno in prikazano, samo zato, da bi bila očrnjena, ne, v bistvu so same laži in v resnici je pozitiven človek, tako da ga težko najdeš drugega, tako kot je ona. In jaz sem, ko bi rekel, ko sva se zbližala, ne, zdaj, koliko je to, 1,5 leta nazaj že, ne, tam enkrat spomladi, sem dejansko začel šele ene stvari, ki jih v življenju eni spoznamo, eni ne, sem šele zdaj začel dojemati pri svojih netkorostnih, ne, letih in sem ji ful hvaležen, ne, da mi je odprla oči v totalno neke druge stvari, ki jih mogoče sam ne bi, ne. Ena največjih je svoboda, ne, ampak svoboda dobesedno pomeni besede, ne. Ker biti svoboden človek, to je velika stvar, ne. In dosti ljudi se niti ne zaveda, da praktično niso svobodni, ne. In to je tako zelo širok pojem in ja, hvala ti. Si svoboden? Ja, zdaj, Okej. zelo, zelo, tako. Kje pa ste se spoznala? Če smemo vedeti. To pa že dolgo. Ja, nekaj časa se že poznava, no. Bor je tudi pač v stranki potem opravljal določene storitve in ker je pač takrat pol začel zame delati spote, ne, takrat sva se poznala, ampak mi smo pač sodelovali
parkrat na mesec nekaj posneli in to je bilo to. Okay. Me pa tudi zanima, Urška, kakšno glasbo poslušate vi? Jaz poslušam seveda najraje rock glasbo, ne, se že ve, da je moja najljubša skupina Nightwish, ne, pa punk rock, ja, tudi. Vprašanje, če bi mogli izbirati med Nightwish pa punk rocki, koga bi izbrali? Iskreno. Iskreno. Nightwish. Okay. Vse je prav, jaz sem vesel, bi si tako rekla. Ja, vse je prav. pa sem tako nesrečna, ker zdaj nimajo, noč ne koncentrirajo zdaj, ne, tako da to bi bilo, pa nisem sploh še bila na njihovih koncertih, ne. Tako da rock, ampak to tak, veste, ne, rock, ki je melodičen, ne. Vseeno mi neka, ne vem, mora biti v neki celoti, no, tako harmonije, pa to morajo biti v redu. Drugač pa tudi etno glasbo rada poslušam, no. Tako, ko grem recimo kam po svetu, mi je fajn slišati malo te njihove irsko glasbo, recimo imam rada, ne, tudi country včasih, ne. Imam pa rada orientalsko, ne, jaz sem tudi plesala orientalske plese, ne, dolg nazaj, ne, tako da ni treba nikjer ne boste videli nobenih, ne, posnetkov, tako da, ja, to mi je všeč, no. Mogoče ste imeli zanimanje, da bi se naučili kitaro, da bi vas Bor naučil igrati kitaro? Ko sem bila otrok, sem si želela, da bi igrala klavir. Priznam, ampak pač nisem. Nisem šla v glasbeno šolo, ko pa sem videla Bora na kitari, sem pa že kar vem, da sem pa že malo prestara, da bi začela karkoli brenkati, no. In tudi, ko njega gledam, si mislim, da je to tak trening. To je po moje več let treninga, ne, na kitari, ne, da v bistvu obvladaš kitaro. Tako da sem se odločila, da ne bom igrala kitare, da ne bom pela in da bom kar delala to, kar znam, in to je vzdrževala red v državnem zboru. Ja. Dobro, če rabite kitarista, pa če enega že dobro poznate. Imate dobre veze. Drugače, veliko se je govorilo, kot ste že prej rekli, o vaših rdečih petah. Katera je pa najbolj odštekana barva čevljev, ki jo imate doma? A je to rdeča? Okay. Rdeča, ja. Pa ne vem, če je vijolično odštekana, no. Ampak, veste, jaz nisem, ne, v prejšnjem življenju, ne, pred politiko, jaz nisem hodila v petah. Jaz sem hodila kot kavbojc, ne, v okovanih čevljih in tudi na sodišča sem prišla tako, ampak ni bilo problema, ker tam smo imeli toge. Ja. Tako da si to zakril, ne, ja. No in ko sem pač prišla v politiko, dobro, v redu sem, da zdaj bo treba drugačne čevlje, ne, ker glih v okovanih pa res ne morem priti, ne. In takrat, ko sem šla kupiti dejansko, ne, petke, me en prodajalec prepričal, da rdeča bi pa bila v redu, ne. Malo sem bila skeptična, ampak malo sem prenesla jaz to v državni zbor, ne, sabo sem jih prenesla, jaz tisti dan nisem prišla v rdečih, ampak sem se potem preobula. Blazno so bili neudobni, so me noge zelo bolele, ne, ampak da bo pa taka stvar nastala iz tega, si pa nisem mislila. Ampak se mi zdi, da je fajn, ne, da so te rdeče petke postale en simbol boja proti šovinizmu, boja proti seksizmu in je pa zanimivo, ne, da nekomu, kot sem jaz, v bistvu potem to pripisujejo, ne, ker jaz res v nekak privat življenju se ne bi ravno opisala z rdečo petko, no. Ampak sem si jo pa dala zdaj vtetovirati, veste. A res? Ja, zato, ker ko sem nekaj ko ne bom več nosila rdečih petk, ne, da me bo vse skozi to spominjalo, ne. Pa tu je nek simbol moči, verjetno temu pripisujejo. Ja, zdaj mu tudi jaz nekako vidim en simbol moči v tem, ne, predvsem je pa zanimivo, ko po to jaz recimo govorim ženskam, ne, na mednarodnih konferencah pa bilateralnih srečanjih, so vse navdušene, ne, in potem tudi one pri sebi, ne, v svojih državah po nekaj takega poskušajo. Meni se to zdi super. Pač da z enim takim simbolom ponazoriš, don't f with me, ne. Ja. Dobro signal. Čakajte, torej bi vas bolj opisali, vi ste rekli, da vas ne opisujejo rdeče petke v zasebnem življenju? Nekako, ja, v zasebnem življenju sem jaz bolj tak tip, no, bolj povezana z naravo, z živalmi, ne, tako prej obujem kakšne kavbojske škorne. Nisem bila prav nekako, se nisem identificirala toliko z petkami, pa s kostimčki, pa ne. Okay. Kdo vam sicer izbira outfit? Sami to izbirate? Jaz to sama izbiram, Vse sama? Ja, sama, ja. Pač
pridem v trgovino, pa rečem, jaz rabim, ne vem, nekaj zelenega, ne, in je pa res, da mi pol prinesejo, ne, hvala Bogu, da ne porabim preveč časa. Ampak jaz nimam nobenega stilista, noben me ne ureja, to se tudi vidi včasih, ne, ampak tako pač je, no. Meni se zdi, da ste vedno zelo lepo urejeni, tako da imate vkus tudi za to smer, čeprav ste pripisali, da ni to ravno vaša izbira. Ne, ni. In jaz tudi, meni ne zanima, kaj je moderno, jaz pač vzamem tisto, kar se mi zdi, da mi dobro stoji, da mi paše in so pa vse moje obleke, ne, jih nimam prav nič velik, ne, ampak tiste, ki jih imam, so pa zelo v obtoku, ne. Tako redno menjam, nosim. Kje boste preživeli Silvestrovo? Mislim, za Bora vemo, zdaj pa... V Kopru. Okay. Ja, ker bo on tudi v Kopru. Ja, fajn. Ja. Tako da se vidimo, ne? Zagotovo. Mogoče eno vprašanje za Bora. V bistvu, kako doživljate potem, Urško, skozi vse te vloge, potem, ko ste v privatnem življenju, si povesta, kakšne zadeve, pa mogoče tako v sproščenem času, v prostem času? Ja, se v bistvu niti nisva toliko dosti skupaj, ne? Ker ne morava biti. Zelo stva v bistvu različna, že sama po sebi. Funkcije, ki jo ima ona, funkcijo, ki jo imam jaz v mojem glasbenem umetniškem svetu, so tako različne, ne, in timingi, tako da se zelo tepejo tej urniki najni, ne. Ravno zato tisto malo časa zdaj, ko ostane, ne, si ga res posvetiva eden drugemu in jaz mislim, da je tista opora, na katero se lahko nasloniva oba, najbolj pomembna stvar. Saj ona tako pravi, jaz mislim, da je obratno isto. Jaz včasih rabim samo nasloniti pač glavo na njeno ramo za par sekund in mi je ful lažje, ne. Ona recimo, ljudje ne vejo, ona gre ob 8 zjutraj od doma, včasih, in pride ob polnoči domov iz državnega zbora. Recimo ta ponedeljek je ona 16 ur bila na svojem delovnem mestu. 16 ur. Ne. Vmes, ko vodi seje, pride veleposlanik iz Namibije, potem pride predsednica iz Irske, potem pride italijanski predsednik in vse vmes mora podelati. Ona ogromno in je seveda, ko pride domov, je uničena, izčrpana totalno. Da ne govorimo, ker se dostikrat zgodi to, da ima cel dan tako deloven, pa zvečer ob 10 mora biti pa na Odmevih, ne, RTV Slovenija, sveža, lepa, urejena, vsi pričakujejo, da bo tam, ne, kako če je že 12 ur dala vse od sebe, ne, recimo v državnem zboru. Ne. Je težko, zelo težko. Bom rekla še to, ne, da mi potem taki vikendi, kot je ta, ne, ker sem zdaj tle na Primorskem, tako pašejo. Ne. Ja, ne. Tudi zato, ker sem malo odmaknjena, tudi konec koncev od domačih obveznosti. Ne. Ker mene seveda tako kot vsako žensko potem tudi pričakata otroka, pa ne vem, saj veste, za pospraviti, za, ne vem... Za skuhati, verjetno, okej. Ja, tudi to mi pa Bor pomaga, hvala, sem to zelo hvaležna, res. Pa potem je treba oprati perilo in tako naprej. In to trgovino in je hladilnik prazen in potem vidiš, ne vem, prebeliti bi bilo treba, to bi bilo treba, tako kot vsak človek. Ne. Ja, verjetno tista slika, ki jo imamo vseh vas, ki ste vedno, kot je prej Bor povedal, urejeni, sveži in pripravljeni na akcijo, ne, za take stvari. Smo vsi ljudje, ne. Ne, velikokrat gledam po omari, ne, tisto, kater outfit lahko vzamem, pa še ni, ne vem, za čistilnico ali pa, ne vem, za zlikati, za to, za on, tako da ne, ni nič tako bleščečega, ampak sej, hvala Bogu, življenje je, ne, tako. Pisano. Tako. Eno vprašanje še tako mogoče zasebno. Kako sta pa otroka sprejela Bora? Zelo lepo, moram reči, da zelo lepo, da seveda to gre postopno, kar je popolnoma normalno, ampak Bor je tak, da se res poskuša približati ima, ne. Zdaj treba je razumeti, da eden od mojih fantkov ima epilepsijo, to sem javno že večkrat povedala, kar pomeni, da smo posebej pazljivi nanj, ima tudi druge težave nekatere, no, in sem res zelo hvaležna Boru, da v bistvu se poskuša obema na njun način približati in ima pustiti tudi njima, ne, konec koncev svobodo, da ona dva z enim svojim lastnim tempom sprejmeta to situacijo, ker ja, ni lahko, ne, tudi ne v teh letih ni lahko, ampak gremo počasi, vemo, da delamo korake naprej in potem tudi korake nazaj, ampak
z eno dobro voljo in pozitivnostjo bomo šli naprej. In jaz se zdaj zelo veselim, nečesa se pa zelo veselim, moram povedati. Mene je Bor po 37 letih spravil na smuči. Jaz kot otrok sem smučala, potem pa nisem več, ne, ker takrat, veste, pred 37 leti smučanje ni bilo tako kot danes, mene je skozi zebel, ne, pa kar naprej sem nekaj padala, ne, tako da zdaj pa je to čisto drugače in on me zdaj spravil na smuči in celo navdušil, ne, ker si nisem mislila, da me bo sploh kdo, ne, ker če me kdaj kdo vpraša, greš smučati, sem rekla, ne! No in zdaj pa jaz komi čakam, da bo ta otroka šla tudi na smučino. In mislim, da nas bo to kar malo povezali še bolj. Torej smučanje naslednje leto, letos, kje? Zdaj se gotovo bo kje, ne. Ja, bo. To bomo pa še videli, kje bo sneg, ne. Zdaj je že treba kar malo gledati, Kje je sneg, ja. Vedno višje moramo iti. Ja, Je res. ja. Vedno višje gremo. Je res. Gospa predsednica Državnega zbora in Bor Zuljan, najlepša hvala za obisk in hvala za okno v vajin svet. Mi vam želimo Z lep veseljem. december in vse ostalo, kar še pride. Najlepša hvala in enako vam. Hvala. Rustja, Manca in Pangos.